Tako da realnost rezultatov tistih prvih svobodnih volitev seveda ni takšna, kot si jo danes predstavlja. Res je, da je večina zadostovala, da je Demos izvolil prvo demokratično postavljeno vlado v Sloveniji, da je formalno prevzel izvršilno oblast, da je imel tičlo zakonodajno večino. Vendar pa se to ni zadoščalo za sprejetje nekaterih ključnih aktov, ki bi bilo potrebno sprejeti in ki so jih sprejeli vseh ostalih tranzicijskih držav. Tudi veliko vprašanje je, koliko dejanske oblasti je sploh imel Demos. Spominjam se nekega dogodka, par mesecev po volitvah, ko je takratni finančni minister Demos Vilarij predlagal na nadzornem oziroma upravnem odboru, to se je še imenoval organ takrat, Ljubljanske banke, da bi pravzaprav, glede na to, da je vlada daleč največji delničar, bila takrat tiste banke, ki je bilo 100% lasti in da je bila ta banka totalno bankrotirana in bila odvisna od proračuna, da bi pravzaprav on moral biti predsednik tega nadzornega odbora, ker je za vse odgovorno. Nadzorni odbor je predsednik nadzornega odbora, ki je bil takrat gospod Herman Rigelnik, dal to na glasovanje, bilo je 15 članov tega odbora. In naš finančni minister je dobil en glas, svoj, zato da bi postal predsednik odbora banke, za katero je pravzaprav odgovarjal. Vsi ostali so glasovali proti. Ta banka je potem še kakšno leto mirno praznila svoje blagajne, tako da, ko smo Slovenci oziroma davkoplačevalci začeli v letu 92 to banko sanirati, je bilo tam nekaj milijard takratnih mark luknje. Nekaj luknje je nastalo tudi potem, še ko je Demos formalno imel oblast, dejansko pa seveda ni. Veliko takšnih primerov bi vam lahko še naštel. Na tej demokraciji je tudi izračun, koliko denarja so imele Demosove stranke za tiste prve volitve in koliko denarja so imele formalno, ne tisto, kar je bilo, ki je v ozadju še, kar je tudi bilo pri stranki socialističnega samoupravljanja, na razpolago za volitve. Takrat ni bilo neke zakonodaje, ki bi urejala financiranje kampanje in tako naprej. Grob izračun je pokazal, da so imeli Demosove stranke 40-krat manj finančnih sredstev, kot pa stranke, ki so pač išle iz bivšega sistema. In seveda, očitno dejstvo je bilo, da v medijskem prostoru edino tednik Demokracija z relativno nizko naklado izhajanjem enkrat na teden nekako podpira te Demosove ideje. To je edini časopis, ki je v celoti objavil tudi ključne dele Demosovega programa. Noben drug medij v Sloveniji ni objavil ključne dele Demosovega programa, še posebej so ignorirali upravni del. Takrat na delno časopise se je na veliko norčevalo iz tistega dela Demosovega programa, kjer smo zahtevali suverenost na področju obrambe. Na tem pa programa se seveda ni nišče objavil. Norčevali so se iz nečesa, kar bralci sploh niso poznali. No in glede teh volitev v zbor združenega dela je tudi zanimivo tudi to, da so bile najprej planirane 15. aprila. Ampak potem je nekaj porotal takratni oblasti, da je 15. april datum, ko pridejo ven zaključni računi, in ker so se obetali slabi zaključni računi v slovenskih podjetjih, so to premaknili za en teden nazaj, kljub protestu Demosa, in tako je tudi bilo. Volitve zbor združenega dela so bili potem 8. aprila. Rezultatov še dolgo časa ni bilo. In ko sem bral te stare številke Demokracije, bije tudi v oči ta prva volilna številka, ki je neko, izražala neka splošna nemoč vseh komentatorjev volitev, ki smo jih zaprosili, da komentirajo volitve, vendar pa rezultatov praktično ni bilo. Še nekaj dni po volitvah ni bilo rezultatov. Štelo se je zelo dolgo časa. In bilo je ogromno zapletov tudi pri nadzoru na tem volitve. Ogromno zapletov. Veliko Demosovih predstavnikov ni prišlo v volilne komisije.
in se bile pritožbe in se, danes se tega še ne spominjamo, ampak takrat je bil to zelo velik problem in kot površina je bilo marsikaj, kar bi danes močno, po današnjih standardih, močno vplivalo na to, da bi tiste volitve sploh dobile neko prehodno oceno, da so bile fair poštene, tudi ker je šlo za družbeno-politični zbor in za zbor občin. Vendar pa so bile takrat to prve svobodne volitve v tem smislu, da so lahko kandidirali, da so stranke kandidirale in pozornost je bila usmerjena na to golo dejstvo, ne pa na tisto tehniko, ki se je marsikomu, tudi ljudem so ni zdela pomembno, vplivala na rezultat, absolutno. Ocena tistih prvih volitev je zelo različna za prvi krog in za nadaljne. V prvem krogu, ko je šlo za izvolitev članov predsedstva in dveh zborov takratne skupščine, je Demos, če se vse sešteje, dejansko zmagal. Zmagal je tudi v drugem krogu volitev za zbor občin, ker je imel zelo veliko večino. Tam je bil dvokrožni večinski volilni sistem. Demos je imel več kot 60 poslancev od 90 v tistem zboru. Seveda pa je popolnoma izgubil v zboru Združenega dela in tudi v play-offu volitev za predsednika predsedstva je pač zmagal Milan Kučan. Če vse seštel, je dejansko veliko vprašanje in se upošteval, kdo je na teh volitvah prepričljivo zmagal. Demos je prevzel tudi v percepciji javnega mnenja odgovornost, ni pa prevzel oblasti. Oblast je prevzel samo deloma in z veliko muko so se potem skozi procedure spravljali tiste ključne odločitve, ki so omogočili osamosvojitev, pa še to samo s pomočjo ponovnega glasovanja na plebiscitu. Niso pa bili omogočeni koraki nadaljne normalizacije oziroma demokratizacije, ki bi bili potrebni, ki so jih storili v večini ostalih postkomunističnih držav. Kje smo danes potem? Niti te številke demokracije, ki sem jih prej citiral, niti drugo časopisje izpred 20 let, v teh analizah, kam bo šla Slovenija v tistih prvih volitvah, ni segala ravno daleč. Nobeni od teh ocen ni možno prebrati, kje je bila Slovenija čez 20 let. Nihče se ni s tem ukvarjal. Nihče ni razmišljal o Sloveniji čez 20 let v Evropski uniji, v NATO. Vizije so bile izjemno kratkoročne, nekaj let naprej, in so bile usmerjene v to, ali bo Slovenija v naslednjih letih išla iz Jugoslavije ali ne. Pravzaprav je bilo vse usmerjeno zgolj v to točko. Neka evropska perspektiva Slovenije se razen v kakšnih sloganih pravzaprav ni realno omenjala, ker je bila to takrat tudi popolna iluzija. Najprej je bilo treba postati samostojno. In potem se je zdelo, bodo vsa vrata odprta. In dejansko se je to na nek način zgodilo. Slovenija v 20 letih kot država naredila velike korake naprej. Kot država je bila Slovenija, ali pa smo bili Slovenci izjemno uspešni v teh 20 letih. Katerekoli kriterije uporabiš, dobiš ven pozitivne izračune. Morda je bilo nekaj priložnosti, ki niso bile izkoriščene, ampak nobeno od teh ni razdobilo. In ta del bilance je zagotovo pozitiven.